Vi ste torej direktor Soseda? Ja, ne me vikati, prosim. Aha, ok, pa bom pa tikal. Lej, lih Nino sem poprašal predtem, kako je z vlaganjem v razvoj. Vi v bistvu se ukvarjate z popravili računalnikov in verjetno spremljate in razvoj in vlagate vanj. Ja. Pač mi imamo takšno podjetje, da nimamo nekega produkta, ki ga moramo ogromno razvijati. Pač mi imamo naše servisere, Sosede, v katere res ogromno vlagamo in jim dajemo čim več znanja. Tudi nekako poskušamo med sabo menjati znanje in se pogovarjati o novih zadevah na internetu, novem hardwareu in kaj podobno. Jaz imam v bistvu enega kolega, ki ima sina, pa bi rad ta sin postal organizator koncertov, rad bi postal podjetnik. Super. Kaj bi vi v bistvu mlademu človeku, ki je zdaj začel recimo srednješolsko pot, svetovali? Ja, pač nismo vsi za podjetnike, to je dejstvo. Zdaj, če je fantu všeč taka dinamična služba, recimo tako, če so mu všeč filmi avanturistični, podobni Indiana Jonesa pa nekaj takega, dejansko je zelo podobno to. Nekako, ko narediš podjetje, začneš eno avanturo, no? In tam se marsikaj zgodi, i dobrega, i slabega, ne vem. Pravim, če je fant za to, če mu je všeč dinamičen posel, pa nekako, da ne gre vsak dan v službo, ampak nekako to, da živi, mu predlagam, kar naj začne. Kakšne filme si pa ti gledal? Ja, avanturistične, Indiana Jones, Batman, Robin, to so moji. Tomb Raider tudi? Odlično, ja. Kaj bi pa ti rekla, Nina, ne? Če je mlado dekle, ki bi rada že zdaj ve, da hoče postati podjetnica, kako pa takrat naprej? Če že zdaj ve, da postati podjetnica, jaz mislim, da težko veš pri teh letih. Jaz bi bolj se mogoče vrnila na to, da če so v skrbeh, če jih zanima 1000 stvari, pa se ne znajo sfokusirati na eno stvar, nobene panike, ne. Zaradi tega, ker vso to znanje malo po malo vseh strani ti pol naenkrat prav pride. Potegneš skupaj in to je to. Pa misliš, da je drugače pri dekletih ali pa pri fantih? Pa ne vem, mislim, da smo punce še celo bolj motivirane, pa bolj ambiciozne, tako da po mojem v novi generaciji zdaj ni panike, no. To je pa zdaj tako super trenutek, Erik, da bi jaz tebe prosila, če bi bil ti pripravljen posneti eno fotografijo s temi mladima podjetnikoma. Ja, ni problema, Sam, kaj boš pa s fotografijo naredila? Ma nalepila jo bom na hladilnik, tako da me bo spominjala na to, a veš, da se trudim, da vse doseči in da bom lahko imela enkrat svoje podjetje. Čakaj, svoje podjetje. A ni bilo rečeno, da bova skupaj imela podjetje? Ne, se to skupaj bova, ampak danes imava pač drugo delo, danes imava prenesti informacije, ki sva jih danes izvedela našima mladima prijateljeva, ne? Ampak jutri pa začneva z najinim podjetjem. No, dobro. Pa vas bom pa slikal. Postavite se tukajle, jaz bom pa eno lepo fotografijo naredil. Takole, samo da prižgem. Aha. Ja, pa Klavdija, ne moreš verjeti, kakšne možnosti so to. Zato moraš res močki stati ob strani. Ja, no daj mi zdaj še malo na telefon. Srečo, nekaj zelo pomembnega. Ti ne smeš zatreti te podjetniške žilce, Marko. Ne moš ga vedno spodbujati, to je zelo pomemben. Aha, no, se veš. Ajde, daj mi ga zdaj malo na telefon. Ja, prav si me razumela. Za katerokoli šolo se boš odločila, lahko še naprej razvijaš svoje poslovne ideje in nadgrajuješ znanje, ki si ga boš pridobila. Kako? Ja, seveda lahko. Od doma lahko organiziraš prireditve, delaš organizacijo porok, seminarjev, konferenc, česarkoli. Marko, jaz se čist popolnoma strinjam s tabo, veš, super razmišljaš. Veš kaj, najprej pojdi ti na srednjo šolo, potem pa lahko nadaljuješ naprej na fakulteti ali pa odpreš svoje podjetje. Kaj? Organizator koncertov bi bil rad, veš kaj, to je pa odlična ideja, ker ti si rojen za to. No, krasno, super. Lepo se imej, pa se slišva. Čau! Super, Marko, super. Veš kaj, daj mi zdaj še malo očeta nazaj na telefon. No, Srečo, vidiš, koliko so informacije pomembne. Več znaš, več veljaš in se lažje odločiš potem. Ja. Dobro, se vidimo v petek na basketu. Ajde, živijo. Ej, veš kaj sem jaz razmišljala zdaj, ne? Da bi si midva lahko kakšen film pogledala. Film? Katerega pa? Recimo Čokolada. A veš, on z Juliette Binoche. Izbira je fajn, ne? Bom uredil, ampak pod enim pogojem. Da mi narediš čisto pravo vročo čokolado. Bom ti naredila, ampak
ob vsem tem se je meni porodila še ena ideja. Ne? A veš, ta svetovalni center, ki smo ga midva načrtovala imeti, ne? Ta ideja meni ni toliko všeč več. Ne? Meni se zdi fino, da bi midva imela en lokalček, kjer bi stregla vročo čokolado, potem mrzlo čokolado in v bistvu vse vrste čokolade. Ne. Pozab na to idejo, ni originalna, sigurno nama ne bo uspel. Pa se to ne bi bilo tako, lej, to bi bilo čisto drugače. To bi bila vroča čokolada, ki ima okus po pravi vroči čokoladi, ampak ne bi imela kalorij. A veš, ljudje bi noro prihajali v ta lokal. Ne. Me prav zanima, kako bi ti to uspel, mogoče v sanjah. Ja. Pa ne, se človek mora sanjati, zato da mu potem stvari uspejo. To se pa strinjam s tabo. Sanje pa dobra ideja, to človeka marsikam pripelje. Veš, kaj mi še povej? Mojca, ne? A se je ona že odločila za kakšen poklic, za kakšno idejo? Ja, zdaj je zelo v tem, da bi organizirala poroke, pa razna praznovanja in take stvari. To je pa zanimivo. Veš, kaj pa meni Marko povedal? Da bi bil on rad organizator koncertov. Ampak a ne pomeni to, da ja, da bom jaz organizirala kakšen skupen kino. Jaz sem prepričana, da si bosta ona dva ful všeč.